Pozdravljeni v naši tradicionalni rubriki Ponedeljkov video komentar. Z mano je pozdravljam Gregorja Cvijiča, enega najbolj nadebudnih in obetavnih slovenskih rokometnih trenerjev. Trenutno je trener Slovana. Pozdravljen. Lepo pozdravljen. Žal se bilo lepše se pogovarjati zdaj, če bi slovenska reprezentanca rokometna se včeraj uvrstila na Evropsko prvenstvo, tako pa bova mogla malo načeti bolj žalostne teme. Kako si ti videl včerajšnjo tekmo Stožica? Ja, predvsem mislim, da smo vsi še nekako pod vtisom te tekme. Noben še ni nekako zbistril svoj. Tekma je bila, mislim, da nismo bili na ta pravem nivoju, da smo odigrali preslabo oziroma samo 20 minut dobre tekme. Smo postregli navijačem oziroma vsem nam, ki smo gledali ob strani, in posledica je tudi rezultat. Tak. Pa kaj se je recimo zgodilo? 14:5 smo imeli vodstvo, navijači so se začeli dreti, kdor ne skače ni Slovenc, vse je bilo perfektno. Gotovo trener vzame minuto odmora in od takrat naprej. Ja, 14:9, 15:10, imeli smo napad za 6 razlike. Mislim, da moje mnenje, da nam pač nismo našli ključ do te spremembe obrambe. To, da je beloruski trener zamenjal levo krilo in je naenkrat to levo krilo igralo 5+1 na Bilbi, ki v tem trenutku je bil naš najboljši napadalec. Takrat je imel 4-4 imel strel iz igre. Nismo našli recepta v teh trenutkih in mislim, da se je tekma nekako zlomila. Včasih tudi občutek, da smo čakali, da bo prišlo mogoče samo po sebi zmaga, ampak zmago moraš izprovocirati. Mi jo nismo izprovocirali, nismo dali tiste dodatne vrednosti. Belorusi so pa igrali po svojih najboljših močeh. So nas v bistvu taktično nadigrali, glede na to, da so ves čas izvajali ta hiter center, za katerega so mislili, da niti niso sposobni v takem ritmu ves čas igrati. Glede na to, da so višji, težji, so mislili, da jih bomo izčrpali, pa se je zgodilo obrat. Ja, nekako res smo si pričakovali, da bo ta njihova težka konjenica veliko bolj počasna. Čeprav mislim, da njihovi beki desni, srednji sta zelo potentna, hitra. Rutenka se v prvem polčasu vključeval po desnem zunanjem, skozi so hodili v nek križ z levim bekom in iz tega pol razbiti ta prvi val njihove polkontre našo obrambo. Samo mislim, da je bila vse posledica, niso bili samo te hitri centri, da so bile naše tehnične napake oziroma izgubljene žoge napadov so bile bolj ključne za mene in predvsem pa naših prijetih 35 golov. Kaj pa recimo Luka Žvižej zgreši čisti zicer pri vodstvu za en gol, takrat bi šli na 2 gola. Si takrat potem mogoče, kdaj si začutil v bistvu, da bo tale zgodba se ne bo srečno končala? Ja, občutek je bil skozi zelo mešan. Glede na to, da mislim, da po tistem začetnem vodstvu smo nekako se uspavali, nismo našli prave rešitve za njihovo obrambo, niti naša obramba ni delovala tako suvereno. In na koncu, ko je Proš branil penal z igralcem manj, smo povedali, je Luka nekako napovedoval začetek konca. Glede na to, da je potem še zgrešil še Miha in še Matej Gaber. Še Gajič na koncu, tako rekoč iz minusa je skočil, ampak mislim, da so bile tisto samo nekako posledica toka dogajanj. Mislim, da nismo bili včeraj v Stožicah ta pravi. No recimo, Srbi so pripravili mnogo selektorjev, v 7 dneh jih je pripravil, tako da so premagali Ruse v gosteh. Jaz vem, da boš ti pač trenersko solidaren z Deničem, tudi otrok Slovana si, da boš preveč kritičen, ampak vendarle je tudi Denič mogoče, ki je storil napako v teh pripravah in med samim vodenjem tekme. Ja, to jaz ne morem ocenjevati, oziroma ne samo zaradi tega, ker otrok Slovana, kot si že rekel, oziroma ker imamo neko vez z Borisom. Zelo nezahvalno je, mi smo vsi danes tako generali. Napake so vsekakor, z tribune jih vidimo drugače, samo enkrat, ko si tam na 20x40 odreagiraš tako ali drugače. Mislim, da nismo bili že na tekmi obe tekmi proti Islancom smo odigrali v nekem krču preslabo, da je to posledica ne samo te tekme z Belorusi. Malo me mogoče zameglilo neko čisto misel,
zmaga v Romuniji, ki tudi, če pogledamo tehnične napake in naš izkoristek, mislim, da ni bila na nivoju. No. Takrat smo se malo tolažili. Nekako smo se tolažili, da bi to lahko šlo. Ne. Vsekakor vsak trener ima nek svoj in stil vodenja in razmišljanje. V tem Boris je pač stavil na te določene igralce, poškodbe so bile oziroma neke odpovedi določenih reprezentantov, tako da to, kar je bilo na igrišču, te fanti so vsekakor sigurno dali svoj maksimum, noben se ni želel izgubiti. Ja. To jim ne moremo očitati, vendar je pa dejstvo to, da nismo imeli na koncu energije. Nismo imeli te tako potrebne energije, da bi naredili ta korak proti Evropskemu prvenstvu in na koncu smo se krivi čisto sami, da nismo odigrali tako, kot smo bili navadni, oziroma kot so nas reprezentanca navadila na svetovnem prvenstvu. Ja, sej, ampak je pa pač dejstvo to, da če ti želiš biti konstantno v vrhu, moraš zmagovati. In mislim, da te fantje niso več tako mladi. Nekateri so mlajši, nekateri so starejši, ampak mešanica vsega tega je dobra in bi lahko, oziroma bi morali v teh trenutkih, ker je za vse enako, iztržiti več. Kar se tiče pa Srbov, je pa nova metla, nekaj spremembe prinesla. Šok terapija. Ja, šok terapija, oziroma nekdo neobremenjen, glede na to, da so vse selektorji imeli iz svoje domače lige, vsi so bili nekako vpleteni v igralski kader oziroma v njihov rokomet. Prišel je nek svež strani, ki je totalno neobremenjen z nekim svojim balkansko-evropskim, švedskim razmišljanjem. Čeprav je še zmeraj Balkanc, ima nek drugačen pridih, oziroma so ga vzgajali drugače, rokometnem smislu. Recimo, malce ironično je, da odhaja Boris Denič zdaj v Belorusijo. Obetal se je, da ga bo tam malo po stran gledali, ko bo prišel, zdaj ga bo v bistvu malo treplal. Povej mi, koliko ti misliš, da bo to zdaj delovalo? Denič odhaja, par mesecev bo tudi odsoten. Ravno v tem je bila njegova naloga, da bi bil stalno prisoten, gledal razvoj igralcev, povezal stroko. To bo težko delo nadaleč, misliš, da to ni problem? Ja, nadaleč bo vsekakor težko delo, vendar mislim, da imamo mi v rokometni zvezi oziroma tem strokovnem svetu stvari dosti dobro postavljene, da so pač ljudje, ki so tukaj, da bodo usmerjali te trenerje mlajših kategorij in vsekakor je pa druga stvar, da trenutna situacija v Sloveniji je zelo nezahvalna. In verjetno predvidevam, da se pač tukaj tudi določene stvari so se spremenile. Težko je imeti profesionalca, čeprav moje mnenje je, da profesionalc mora biti, če hočemo igrati resno vlogo v kakršnemkoli reprezentančnem nivoju, ali je to evropsko, svetovno, mediteranske igre, olimpijada, nevažno. Je pa res nezahvalno, glede na to, da gre on res v Belorusijo, da je imel ekstremno željo, da bodo oni jezni na njega. Zdaj bo pač on imel nekak grenak priokus, s tem, da jaz mislim, da so nas dejansko v Belorusiji nadigrali. Niso tako slaba ekipa, kot mnogi mislijo. To je sigurno. Povej mi, v bistvu je bila to kar nekakšna črna nedelja, hkrati s tem, da se mi nismo vrstili na Evropsko prvenstvo, smo tudi dokončno dobili potrditev o propadu Cimosa. Tebi se je na klopi Škofje Loke že enkrat zgodilo, da je klub šel k vragu. Zdaj še Cimos, kako ti gledaš na to? Koliko je slovenski rokomet izgubil s tem, ko je še en velikan propadel? Ja, jaz sem že kar žal navajen na to, kot igralec so prule bile te, ki so bile v bistvu prve, ki so se razpadle, vendar po mojih informacijah po manjšimi oziroma tretjino manjšimi dolgovi sigurno, ki jih je imel Cimos. Mislim, da smo bili na prulah igralci, ki smo nekako iz tega prostora, tam so pa po informacijah tujci te, ki niso želeli sprejeti nobene alternative. Vsakor je to slabo. Slabo je za rokomet, slabo je za obalo, za vse. Nas, vsak klub, ki propade, ni v redu, zato ker je nekje nek vzrok, nekje je neka bolezen, ki jo moramo rešiti, ta bolezen je pa vsekakor denar. Oziroma neke pogodbe, ki jih klubi ne morejo izpolniti, ali zaradi odpovedi sponzorstva, ali zaradi včasih so obljubljali, pa so poskušali čez sezono to regulirati s sponzorskimi pogodbami. Mislim, da klele bomo, če bomo želeli dvigati oziroma držati nivo lige, na tem, kot pravi, zdaj smo 5. liga, čeprav je veliko fantov šlo, tudi zato bo imel mogoče Boris malo lažje delo, ker ni več, so določeni mladi igralci v Sloveniji,
kar bojo v Celju, Mariboru še napredovali. Velenje ima mogoče kakšnega potencialnega reprezentanta oziroma jih ima, ne. Vse ostalo v grodi reprezentance je pač šlo v tujino, ne, in te igralce je težko imeti pod nadzorom, ne. Je pa problem je pa vsekakor in ta problem moramo rešiti, mislim, moje osebno mnenje, da je treba imeti licenciranje in poskušati klube pripraviti že na začetku sezone, koliko imaš, s tem se igraš in niti evra več, niti evra manj, ne. Ampak morajo biti pa pravila določena, če so lahko v Nemčiji, Španiji, Franciji, ne vem, zakaj ne mogli pri nas, glede na to, da želimo, oziroma da imamo ligo domačo, potentno, dobro, obiskovano, medijsko pokrito, mislim, da bi to stvar bi morali izkoristiti v pozitivnem smislu, ne v negativnem. Zdaj Slovanu verjamemo, da se to ne bo zgodilo, tudi ni tako odvisen od samo enega sponzorja, kot je bil recimo Cimos. V bistvu delate zelo skromnimi, ampak sredstvi, vendarle je pa to ena od redkih dobrih novic za slovenski rokomet, da se bo spet igral prvoligaški rokomet v Ljubljani. Verjetno to ni slaba stvar. Ja, vsekakor, mi smo vložili veliko truda v to, da bi se vrnili. In vsi, ki delujemo v klubu, in igralci, ki so bolj kot ne, oziroma so vsi domači tukaj vzgojeni fantje in želimo gojiti še naprej to, da se pravi želimo gojiti svojo stroko, svoje igralce in delovati v nekih mejah, v katerih lahko delujemo brez kakršnekoli lažne obljube, ampak na to, če se vrnemo nazaj, smo 2 sezoni, oziroma so fantje 2 sezoni praktično odigrali za en topel obrok. Pa bencin nekateri, ki so se pač malo dlje iz Ljubljane vozili, je to, moraš delovati v teh okvirih, če ne, ne gre, ne. In trenutno tudi sedaj poskušamo v teh okvirih delovati, da se ne bi ponovila zgodba teh klubov oziroma tudi Slovana pred leti, ki se je razpadel. Z Deničem. Tako, ja, pač posledica je bila pomanjkanje denarja oziroma ga ni bilo več, tega si ne želimo dovoliti, želimo imeti svoje igralce, ki bi lahko danes, jutri, tudi če pripelješ kakšnega ne tujca oziroma igralca iz Slovenije, potenciala ali kakršnakoli mogoče dodano kvaliteto na to, kar imamo, da lahko še vedno te domači igralci nosijo breme in da so sposobni obdržati ekipo v ligi. In kam recimo, za koliko boste dvignali nivo, recimo v primerjavi zdaj, ko ste bili zmagovalci prve B lige, in kam recimo lahko Slovan meri? V sredino lestvice? Mi bomo dvignili v bistvu za 100%, če tako pogledamo. Glede na to, da se nekako prva liga ne dovoljuje, oziroma je težko imeti igralca nepogodbenega, oziroma mu pač nekaj nadomestila moraš dati. Glede na to, da vsi plačujejo tako ali drugače igralce, tudi mi bomo poskušali v tej smeri nekaj narediti, ampak še enkrat ponavljam, poskušali vse v nekih okvirih realnega stanja v Ljubljani oziroma v slovenskem gospodarstvu. Ne bomo šli čez neke meje. Cilj je pa vsekakor vedno visok. Mislim, da noben od nas oziroma že kdor pride, pa ne zveni to prepotentno ali pa ne prepotentno, ampak želi zmagovati. In noben ne bo prišel na Slovano oziroma kjerkoli klub vegetirati in obstati v ligi. Vsekakor prvo mora biti obstanek. Na to, da je ekipa nova, mlada, neizkušena v prvoligaški konkurenci, razen par, 2, 3 igralcev. Mogoče vse ostalo je pa pol odvisno od dnevnih form oziroma kakšne ekipe bodo na koncu ustvarili, na to, da se Koper razpadel, ker enkrat bo veliko igralcev na tržišču, Velenje veliko mladih kupuje, ko jih na to posoja, vse bo odvisno od tega, kakšne bodo ekipe v prvi ligi, mi pa si želimo vsekakor prebiti čim više. Pa recimo dolgoročne cilje imate, mislim, tudi tebe poznam, si zelo ambiciozen, marljiv trener, verjetno imaš neko dolgoročno vizijo, da bi Slovan postal neka trdnjava, kakršna je bila, da bi bili celjsko-ljubljanski derbi spet polni naboja, kot so bili na zadnjih programih. To vsekakor, mislim, da bi to v neki bližnji prihodnosti, v nekem ciklusu 3-4 let lahko tudi dosegli, glede na situacijo, ki je trenutno v Sloveniji. In temu bomo tudi težili. To je bistvo, da se vrnejo, moja želja je, da se vrnejo navijači prvo na Slovana. Zdaj, če bomo z neko našo prepoznavno igro, z borbenostjo, ampak predvsem, da vrnemo ta rokomet na Kodeljevo in poskušamo privabiti čim več navijačev, zvestih navijačev
Pa tudi sponzorje. In tudi sponzorje posledično, seveda. Vse sponzor pač prepozna se. Samo mi smo te na parketu, ki smo akteri, ki delujemo in samo nas se gleda, navijače pa pač privabi s tem, posledično potem pridejo tudi sponzorji in to je naša želja in nekoč, seveda nekoč, govorim o parih letih, priti v neko vlogo, da bi odigrali čim boljše oziroma čim bolj zavidno, čim boljši tekmec bili v prvi ligi. Kar bo pa leta prinesla, je pa vprašanje. Vprašanje, obvezno. Gregor Cvijič, najlepša hvala in veliko sreče v nadaljnjem delu. Hvala.